Slovenija ima težave z zaklonišči, so ugotovili na obrambnem ministrstvu. Potrdilo ustreznosti je od inšpekcije namreč dobila manj kot desetina vseh slovenskih zaklonišč, kar pomeni, da bi se v varno zaklonišče lahko skrila samo 2% slovenskih državljanov. Še več, skoraj 1000 zaklonišč, kljub vpisu v evidenco, sploh ne obstaja več. In kaj zdaj? Bo država ukrepala? Mark Vidrih. Tik ob vhodu v predor pod Grajskim gričem nekaj stopnic in z ograjo zavarovana kovinska vrata. Za njimi pa labirint dolgih hodnikov, po njih nas popelje vodja občinskega oddelka za zaščito in reševanje. To je največje javno zaklonišče v Mestni občini Ljubljana, namenjeno 611 prebivalcev oziroma ljudem, ki bi se tukaj zatekli v primeru vojaške agresije. Zaklonišče je dolgo kar 1/4 kilometra, delno se nahaja celo pod temelji ljubljanskega gradu, izgradili so ga pred več kot 50 leti. Kar pomeni, da so te postelje iz začetka 70 celo malo več let, pa vendar jih skrbimo, da so vzdrževani. Sanitariji tukaj, klasični, nič posebnega. Suhi, seveda brez vode. Tekoče vode tukaj ni, brez tekoče vode ni. Gledate sicer primer zaklonišča, ki ga je Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ocenil kot primernega, od dobrih 2500, jih je takšnih po državi le 245. 944 so jih do danes bodisi preuredili v kleti, porušili ali uničili, dobrih 1300 pa je primernih le delno. Kaj to pomeni v praksi? Največje pomanjkljivosti so pri tesnosti zaklonišča, to pomeni, da zaklonišče ne tesni tako, kot bi moralo. Naslednje pomanjkljivosti so pri zapiralnih sredstvih, niso taka zapiralna sredstva ali so poškodovana, kot so bilo. In pa seveda velik del teh zaklonišč nima ustreznih filtrov ventilacijskih naprav. Pa težave z inštalacijami in celo razpokane stene. Je sanacija sploh možna? V tem trenutku so sanacije tako v skladu s pravilnikom tako zahtevne, da bi bilo to potrebno zagotoviti ogromno finančnih sredstev. Večina stroškov bi v tem primeru padla na občine, a ker te toliko denarja nimajo, bodo na MORS-u raje spremenili pravilnik in pogoje. Za spremembo pravilnika ne bodo več potrebni RKB filtri v vseh zakloniščih, to je velik strošek, ampak bo potrebno normalno prezračevanje in pa tudi pri tesnosti. Pri zakloniščih za 24 ur ne bo več zahtevana tesnost, tako kot zdaj. Načini vojskovanja so se namreč spremenili, poudarjajo na MORS-u, z njimi pa tudi namenska raba zaklonišč, dodaja Robert Kus. Sodobni dve vojni, ki sedaj potekata v Gazi in v Ukrajini, kažeta, da je bistveno, da imajo ljudje objekte, ki jih rešujejo oziroma ščitijo pred bombnimi napadi, ali pa preko klasičnimi bombnimi napadi. Najbolj bistveno pa je, poudarjajo na MORS-u, da se v do zdaj povsem neurejeno področje vrača red. Stanje zaklonišč bodo na inšpektoratu znova preverili čez nekaj let.